Zdaj pa gre za res. Namreč evforija predstavljanja ženevskih novosti. V minulem tednu smo namreč videli številne prve fotografije. Začnimo s SID-om. Zdaj ga boste vsaj znali zapisati, po novem se ga piše brez nepotrebnih znakov. Ukinjajo pa tudi 3-vratno verzijo Pro SID. Avto v resnici deluje ostro in nastopaško. Marsikatero linijo poznamo Stingerja, a morda smo vendarle pričakovali še bolj drzne linije. In ja, tudi elektrificirana verzija bo. Divjih linij bo tudi novi Peugeot 508. V skladu s siceršnjimi trendi v avtomobilski industriji tudi 508 ne bo več klasična limuzina, ampak bo postal 5-vratni kupé. Pri Peugeotu pravijo, da to zato, ker prav 508 vodi pomikanje te francoske znamke v premijski segment. Peugeot bo predstavil tudi novega partnerja. O njem nekaj dejstev že vemo, saj so zunaj prve fotografije partnerju enakega Berlinga. Seveda ima tudi ta tiste klasične kaktusove bodice na vratih. Napovedan pa je že 3. trojček, Opel Combo. Ta ne bo več licenčni Fiat Doblo. In Opel je napovedal električno Corso za leto 2020. Z elektromobilnosti pa je tudi korporativna novica, da bosta skupno platformo za električne avte razvila Porsche in Audi. Nemška avtomobilska industrija pa se sicer trese pred morebitno odločitvijo nemških sodišč, da nemškim mestom pravno odobrijo omejevanje uporabe dizelsko gnanih avtov. Avtomobilisti opozarjajo, da bo to drastično prizadelo še zlasti trg rabljenih avtomobilov. Dizelsko gnani bodo močno izgubili na vrednosti, v praksi to pomeni celo, da se bo ljudem zmanjšal osebni kapital. Kako se bo vse skupaj razpletlo, preberite na zavihku Avtomobilnost na MMC-ju. Preselimo se v daljno Azijo. Na avtomobilski zemljevid namreč vstopa Vietnam, avtomobile pa jim bo oblikovala znana dizajnerska hiša Pininfarina. Land Rover pa je izpeljal še en podvig. Potrkali so na nebeška vrata, seveda tista na Kitajskem. No, mi menimo, da podvig še bolj kot učinkovitost 4-kolesnega pogona dokazuje kakovost gradnje tega stopnišča do nebes. Dvotonska zverina stopnic namreč ni niti malo poškodovala. Uspeh na račun stare slave pa bodo skušali doseči tudi Italijani. Odprli so uradni tovarniški oddelek za restavracijo starih legendarnih Alf in Fiatov. In tu je novica z otoka. Nevarne voznike bodo začeli loviti s tovornjaki. Z njimi se ne bodo zapodili v lovljenje, bodo pa višino tovornjakov izkoriščali za dobre videoposnetke divjakov, verjetno pa tudi vinjenih voznikov, kajti ugotavljajo močno povečano število smrti zaradi vožnje pod vplivom alkohola.